Ste kdaj pomislili, da bi za kosilo pripravili omako iz dehtečih vrtnic? Ali solato iz nežnih marjetic? Čudežno simfonijo okusov in vonjav okrasnega cvetja za vaš krožnik razkriva Jelena de Belder. Okus po cvetju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ena izmed lepih prispodob za začetek novega leta je križišče. V tem križišču je pot nazaj zaprta, odprta pa je pot naprej in to v več smeri. Res je, da bomo nekako tudi v tem novem obdobju našega bivanja vsi potovali v isto smer, pa vendar je vsebina te poti lahko drugačna, spremenjena. Sledovi za nami so lahko drugačni. Gotovo imamo veliko načrtov, pa čeprav so ti načrti v mladosti drugačni, kakor v starosti, v veselju drugačni, kakor v žalosti, v bolezni drugačni, kakor v zdravju. Ti načrti pa za vernega človeka ne smejo biti in ostati brez Gospodovega odgovora, torej brez vprašanja, kaj pove moj stvarnik mojim načrtom. V tem novem letu bo mnogo naših poti enakih. Skupno bomo na teh poteh živeli, verni in neverni, tako in drugače verujoči. Kristjani ne smemo pozabiti, da je Bog tisti, ki skuša duhove. To pomeni, da človeške poti, človeške besede in človeška dejanja ne presoja le človek, ampak da ta presoja stvarnik, od katerega in po katerem je vse. Cerkev, ki jo tvorimo kristjane, ni nekaj izvenzemeljskega. S cerkvijo smo verni ljudje povezani. Cerkev mora usmerjati naše korake. Toda to usmerjanje je svobodno, brez predpisov in zakonov. Cerkev namreč ponuja tisto, kar ima in kar je njen največji zaklad. To pa je evangelij, kot je dejal Luther. Pravi zaklad cerkve je presveti evangelij o Božji slavi in milosti. Če sprejmemo ta zaklad, ki je Božja moč, dana v rešitev vsakemu, ki veruje, potem se nam naši življenjski koraki gotovo posrečijo. Potem naši koraki v prihodnost ne bodo koraki v prazno, v nesrečo, v odvisnost, v temo obupa, temveč koraki k človeku, koraki za lastno srečo in srečo sočloveka, koraki v svobodi in koraki upanja. Ljudje našega časa nismo preveč pobožni ali pa smo drugače pobožni. Če bodo v tem novem obdobju naše življenjske poti za nami ostali sledovi dobrote, miru, ljubezni, strpnosti, odpuščanja, potem bomo čez eno leto gotovo lahko rekli, bili smo dovolj pobožni. Človekova volja je sicer močna, toda kljub temu človek potrebuje tudi drugo moč. Ta je moč tistega, ki skrivnostno vodi naše življenje in ki je v prvi božični noči na tako nenavaden način povedal, da smo mu ljudje po volji in da naj med nami na zemlji vlada mir. Ta mir je potrebno hoteti, za njega delati, se žrtvovati, kajti sam od sebe gotovo ne pride. Leto, ki je pred nami, je gotovo prihodnost, nad katero človek nima oblasti. Ker bo to spet le enkratna prihodnost, bi bilo škoda, če bi si jo sami zapravili in otežkočali. Tudi tokrat bo gotovo nešteto ovir, kajti vsem se ni mogoče izogniti. Toda kljub temu se nam prihodnosti ni potrebno bati in se nam ni potrebno ustaviti. Na tem razpotju cilja ne bomo zgrešili, če ostanemo na poti, ki jo kaže Božja beseda, kajti to je pot dobrote, miru in ljubezni. Pojdimo skozi naše lastno življenje, obdobje, v katerem živimo, pokončno. V mladosti, kljub sproščenosti in prešernosti, ne brez odgovornosti in brez meja. V zrelih letih bolj odgovorno, kakor v mladosti.
na večeru življenja tako, da bo naša barka lahko mirno plavala proti večnemu pristanu. Časa se ne da odpraviti, ne priklicati nazaj, ne preživeti vnaprej. Čas moramo preradostiti ali pa pretrpeti, kajti čas je povezan z življenjem, vsaj za določeno obdobje. Leta minevajo, dnevi hitro hitijo naprej, zato si pomagajmo, da bomo srečni, veseli in zadovoljni tudi v novem 1999. letu. Bi radi imeli zabavo? Pa ne znate izbrati glasbe, ne najdete prave obleke in ne veste, koga bi povabili. Ne skrbite, kajti zabava prihaja k vam domov. Pridružite se ji v nedeljo v oddaji Zoom. Humor, glasba, zanimivi gosti in še enkrat humor ter najboljši gostitelj. To je Zoom, zabava z najdaljšo tradicijo.